Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. Današnja oddaja bi morala biti malce drugačna. Seveda smo računali, da bomo lahko naše goste gostili v studiu, ampak žal nam jo je znova zagodel COVID. Vsi, tudi športniki, se moramo s tem seveda na nek način soočiti. Sami smo prilagodili našo oddajo. In naša gostja Polona Sladič je bila z nami virtualno. Pogovor pa ni bil zato nič manj zanimiv. Seveda je vedno tako, ko gostimo eno izmed najbolj legendarnih trenerk v slovenskem športu. Ja, vesel sem, da lahko v naši družbi pozdravim Polono Sladič, ki je prava legenda v svetu strelstva, ne v Sloveniji, oziroma ne samo v Sloveniji, temveč tudi v mednarodnih krogih. Polona, veseli me, da ste si vzela nekaj časa za našo oddajo Zmorem. Dobrodošla. Hvala lepa za takšno napoved, tudi meni veseli, da sem lahko z vami. Pa če začneva, kot sem dejal, ste legenda v svetu strelstva, ampak vendarle za tiste naše gledalce, ki vas morda še ne poznajo, če bi lahko sama morda v nekaj stavkih najprej začela, kako vas je pot zanesla v strelstvo in potem, kako so se zgodili tisti najprej prvi uspehi, ki so se potem kar vrstili, ki so si potem kar sledili. Ja, takole, moja strelska pot se je začela pri mojih 11 letih, ko so me sošolci, s katerimi sem zelo rada preživljala prosti čas na igrišču, pri nogometu, košarki in pri vseh drugih športnih igrah, so me odvlekli tudi na strelski krožek. Sicer jim je bilo potem malo žal, kajti takoj sem jih premagala in takrat fantje niso v tistih letih ravno najboljše to prenašali, ampak oni niso ostali v strelstvu, jaz pa sem torej od svojega 11. leta, kar pomeni 39 let v strelstvu, in tako se je začelo. Začela sem trenirati strelstvo, bila tudi sama aktivna strelka do svojega 25. leta. Potem bila sem članica državne reprezentance, tudi državna prvakinja večkrat in žal pa se je potem moja športna pot zaključila zaradi težave s hrbtenico. In kot bi se nekako vse skupaj poklopilo, me takratni strelec v parastrelski reprezentanci Ernest Jazbinšek povabil kot spremljevalko na Evropsko prvenstvo na Finsko, to je bilo leta 1995. In takrat je med strelci, med mano nastala neka kemija, tako da so me po tistem prvenstvu zaprosili, če bi bila njihova trenerka, in tako letos praznujem 25 let, odkar z njimi ustvarjam takšne in drugačne zgodbe, tesne človeške stike, tako doma, kakor tudi v svetu. V naši oddaji vse skozi poudarjamo, da je šport pravzaprav šport, da ni neke bistvene razlike med klasičnim športom in parašportom, pa bi vas prosil za vaš pogled na konkretno na strelstvo. Verjetno se strinjate, da je temu tako. Absolutno, to je tudi en izmed mojih, bom rekla, življenjskih ciljev, da v Sloveniji, v svetu pridemo do te faze, da ne bomo več govorili o športnikih invalidih, o športnikih, nekateri še vedno uporabljajo izraz zdravi športniki, ampak da bomo govorili samo o športu, kajti dejstvo je, da invalidi, ki se ukvarjajo s športom, vlagajo v svoj šport ravno toliko in ravno tako, kako športniki neinvalidi. Tako da je čas, da začnemo enotno uporabljati besedo športniki. Veseli me, da država dela premike v to smer, kajti ko sem jaz začenjala leta 1995, je bilo to vse skupaj res samo v povojih. Na športnike invalide se je mogoče spomnilo samo, ko so bile paraolimpijske igre in ob kakšnem res velikem uspehu. Zdaj pa dokaz za to, da se zadeve spreminjajo, je tudi to, da imate vi oddajo o športu invalidov. Tudi drugače se športniki invalidi pojavljajo v medijih, tako da sem za ta napredek res vesela. Kar se pa tiče Strelske zveze, sem pa tudi ponosna, da smo Strelske zveze Slovenije v bistvu, da je leta 2015 izvedla integracijo strelstva invalidov.
in od leta 2015 lahko strelci v kategoriji SH1 nastopajo na vseh tekmovanjih Strelske zveze Slovenije. In to je v bistvu, mislim, da smo bili druga ali pa tretja država na svetu, ki smo to uvedli, in to je bil res velik korak za strelstvo invalidov. Najin pogovor poteka malce drugače v tej elektronski obliki. Seveda so časi za vse neugodni, ampak bi vas vprašal, kaj pravzaprav lahko storite zdaj v teh časih, ko je karantena, ko se vsi spopadamo s tem virusom. Ali je mogoče sploh trenirati do neke mere, kako sodelujete z vašimi varovanci, kako poteka delo v tem času? Ja, tako kot ste rekli, vsi se srečujemo z razmerami, na katere nismo bili pripravljeni, z razmerami, o katerih verjamem, da si tudi predstavljati nismo mogli, da nas lahko doletijo, ampak tu so, ne? In že v vsakdanjem življenju imamo polno pomislekov, kako bo šlo naprej, kako se bo naša realnost spremenila. V športu je pa enako, s tem, da se treba zavedati, da pred športniki so bile letos olimpijske, paraolimpijske igre, pripravljali so se na to, sedaj se pripravljajo na drugo leto, vendar vedno obstaja črvček dvoma, kaj če teh iger ne bo, kaj bo z mojo kariero, tako da v športu je ta psihološki pritisk še toliko večji. Potem seveda pride element odsotnosti tekmovanj. Šport je vsekakor neko merjenje samim seboj in potem z drugimi, in trenutno smo v fazi, ko se lahko dejansko meriš samo sam seboj, nimaš nekih primerljivih tekmovanj, da bi lahko preveril, kaj si na treningih naredil. Tako da so zadeve izredno drugačne, izredno spremenjene. Kar se tiče mojih strelcev, smo nekako dogovorjeni, da v okviru možnosti, to se pravi, kolikor imajo strelišča odprta, trenirajo doma. Mene sicer za njihovo formo ne skrbi. To so res izkušeni in zelo, zelo netrenirani strelci, kajti na srečo je v strelstvu tako, da se ta akumulacija treningov izredno pozna. Se pravi, če si ti dolgoletni strelec, če si res treniral vsak dan, tako kot treniramo mi, si lahko privoščiš tudi krajše odmore, pa se ti to dolgoročno na pripravljenosti ne bo poznalo. Zdaj se mi zdi, da ste primerna sogovornica glede na vaš šport, kjer je v ospredju hladnokrvnost, mirnost, mirna kri. Omenili ste psihološki dejavnik in kako je težko. Verjamem, da je težko tudi marsikateremu ostalemu, bom rekel, civilistu, ki se sooča z bivanjem doma, z omejitvami. Kakšen nasvet, kako naj človek ohrani mirno kri, mirnost, trezno glavo z vaše strani morda? Ja, jaz mislim, da moramo predvsem se vsi izogibati tega strašnega negativizma, ki se v družbi zadnje čase pojavlja. Jaz moram reči, da sem na trenutke prav žalostna, tudi razočarana nad nekaterimi ljudmi, ko bereš ta družbena omrežja, koliko nekega negativizma do soljudi, do nekih ukrepov se pojavlja, in to mislim, da moramo kot družba čim prej preseči, kajti ta negativizem, če nisi ti res močna osebnost, če ne znaš distancirati se od tega, se ta negativizem naseli vate in potem začneš razmišljati zelo podobno negativno. Vemo pa vsi, da negativno razmišljanje ne more pripeljati do nekih pozitivnih rezultatov. Zato bi res priporočala vsem ljudem, ne samo športnikom, dajmo v teh trenutkih stopiti skupaj, spoštujmo ukrepe, vsi naredimo nekaj za to, da se bo vse skupaj čim prej končalo, predvsem pa da zaščitimo tiste, ki so šibkejši od nas, in da nismo egoisti, da mislimo tudi na njih, in da res naredimo vse, kar je možno, da pomagamo en drugemu. Še enkrat pa ohraniti je treba neko pozitivo, potrebno je verjeti, da bo tudi to minilo, vse v življenju enkrat mine in prepričana sem, da bo tudi to in da se bomo lahko vrnili v tiste dobre čase, ko bomo lahko blizu drug drugega, ko si bomo lahko osebno povedali, kaj pomenimo drug drugemu, in to je neka svetla luč, na katero mislim, da se moramo sfokusirati in v to smer delati.
Najlepša hvala, res lepe misli. Hvala lepa, da ste si vzela čas za našo oddajo in še enkrat se zahvaljujem, da ste bili naša gostja. Na koncu pa, kaj naj rečem, v teh časih ostanite zdravi in da se čim prej življenje vrne v ustaljene tirnice. Hvala lepa tudi vam in vse dobro. Vsekakor besede, ki so zelo na mestu, besede polne optimizma. Naša življenja se bodo namreč slej ko prej vrnila v stare, ustaljene tirnice in takrat bomo znova lahko držali pesti tudi za naše najboljše športnike. Sicer je letos slovenski šport dobil tudi svoj praznik, svoj dan. Več o tem pa naš kolega Matic Burazer. September 2020 je bil za slovenski šport nekaj posebnega. Slovenija je 23. septembra prvič obeležila dan športa in se priključila zgolj 7 državam na svetu, ki imajo praznik športa. Začetek organiziranega športa na Slovenskem sicer sega v davno leto 1863, od takrat pa do danes pa so naši športniki poskrbeli za obilico izjemnih uspehov. Za izjemne uspehe skrbijo tudi naši športniki invalidi, Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite pa v zadnjem obdobju s strokovnim delom in poslovno odločnostjo napreduje iz leta v leto. Na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite so dan slovenskega športa obeležili na poseben način z zavezo, ki so jo delili s partnerji in podporniki. Na pot so se odpravili v športnem duhu. Po Ljubljani je kolesaril parakolesar Anej Doplihar, ki ga je spremljal trener Luka Kovic, s Sandijem Novakom pa sta tekla njegov trener Roman Kejžar in Gregor Dolinar. Slednji je član tima v strokovni službi Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite. Odprava je obiskala tudi predsedniško palačo in obiskala predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Lep pozdrav vsem. Naj vam, tudi vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, paraolimpijci, ob današnjem državnem prazniku zaželim vse najboljše z najlepšimi pričakovanji in upanji za prihodnost. Zelo sem počaščen, da ste si danes vzeli to slabo urico časa za obisk tukaj v predsedniški palači. Časi za šport so sicer zelo zahtevni, težko je napovedati, kaj bo prinesla prihodnost. Tudi naš predsednik pa je v nagovoru poudaril, kako pomemben je sam šport. Šport najprej krepi naše zdravje, že zato si šport zasluži eno veliko pozornost posameznika in skupnosti. Šport krepi naš ugled, samo pomislite na sijajne dosežke naših športnikov. V 30 letih naše samostojne države so zelo, zelo pomembno, morda celo odločilno pripomogli k ugledu in prepoznavnosti med najširšo množico vsepovsod po svetu. In tretjič, šport nas povezuje. Slovenci smo si tako kot vsi drugi, med sabo tudi zelo različni, ampak potem, ko pa pride do športnih tekmovanj, pa držimo eno zastavo in poslušamo eno himno ob uspehih naših športnic in športnikov. In v teh 30 letih samostojne države res ne manjka na športne podlage vseh drugih generacij predtem. Predsedniku Republike Slovenije sta zavezo predala predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite Damjan Lazar in parakolesar Anej Doplihar. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, tudi za nas, parašportnike, je danes pomemben dan, kajti praznujemo prvi dan športa, ki nekako sovpada z Evropskim tednom športa Be Active. Za naše športnike je to zelo pomemben dan in se zahvaljujemo, da je država nekako prepoznala pomen tega dne in da na ta način se nekako pokloni tudi športu. V ta namen, kot naša krovna organizacija Zveza za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komite, vam predajamo zavezo, skozi katero se zavezujemo, da bomo v naslednjih 10 letih poskušali biti še bolj uspešna zveza, krovna organizacija na področju parašporta in da bomo ena od gonilnih sil vsaj v Evropi.
Ob vsem velja samo še dodati, da si bodo na zvezi v prihodnje še dodatno prizadevali za promocijo pozitivnih vidikov parašporta, ki blagodejno in pozitivno vpliva na razvoj in življenje športnikov. Novi ambasador Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play je postal smučarski skakalec Peter Prevc. Njegova namestnika sta postala strelec Franc Pinter, nosilec 4 medalj na paralimpijskih igrah, ter dobitnica bronastega odličja zadnjih evropskih iger v Minsku, judoistka Maruša Štangar. V začetku oktobra so na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica izvedli akcijo o varnosti v prometu. Ob tej priložnosti je učence obiskal paraalpski smučar Jernej Slivnik, ki je mladim predstavil svojo življenjsko zgodbo. Organizatorji olimpijskih in paralimpijskih iger v Tokiu optimistično pričakujejo največji športni dogodek v prihodnjem letu. Opravili so 3-dnevno vajo, kako v času pandemije novega koronavirusa zagotoviti ustrezne tekmovalne razmere, obenem pa so odprli tudi plavalni center, ki sprejme 15.000 gledalcev. Zaenkrat pa je dogajanje v športu zelo okrnjeno. Tudi državna prvenstva parašportnikov pri nas so zaradi epidemije koronavirusa do nadaljnjega prestavljena. Na slovenski šport, na vse športnice, na vse športnike in na vse, ki delajo v tem športu, smo lahko vsekakor upravičeno ponosni. V naslednjih minutah pa bo z nami še ena legendarna športnica. To je Veselka Pevec, odlična strelka, ki je na paralimpijskih igrah v Riu de Janeiro osvojila zlato medaljo. Veselka Pevec bo vsaj do prihodnjega poletja zadnja Slovenka z zlato kolajno na paraolimpijskih igrah. Pristreljala si jo je pred 4 leti v Riu de Janeiro. Pot je bila naporna, res. Zdaj se skoraj niti ne spomnim, da bi bila naporna. Spomnim se samo lepih stvari. In pol je tisto, kar so nas pred delom počakali, še dalo dodatni adrenalin in je bilo pol vse lepo. Pol pa tisti po medalji, po Lidlu je bil prireditev tle pred našim centrom domu Jakopič in je bilo tudi to naporno in pol so novinari, zaradi tega, ker so novinari podajali kljuke, dobesedno kljuke so hoteli vsi, pa samo 15 minut, pa samo 10 minut, ampak to je meni res bilo naporno, vse po tistem, nisem se res mogla dolgo časa odpočiti. Po vseh obveznostih jo je doletela tudi posebna čast, postala je prva slovenska paraolimpika upodobljena na poštni znamki. Spominjam se tudi z lepimi občutki in velikokrat, ko se uležem ali ko sem sama ali ko se kam peljem sama, te slike dam vse čez še enkrat in to je bilo nekaj čudovito za mene, ko tle živim, za moje občane, za celo državo, ponosna sem na sebe in je nekaj, kar ne moreš pozabiti, nikoli ne boš in samo si lahko ponosen na to. In zadnjič sem prišla v Grosuplje registrirati avto in je uslužbenka rekla, je naša zlata paraolimpika in še vedno se me ljudi spomnejo in poklepetamo o tem in čudovito. Nimaš kaj reči, eni spomini ti se spet vrnejo, oni te spomnejo na to. S hčerkom se velikokrat o tem pogovarjam, ona me dostikrat vpraša čist podrobnosti, tako da lepo. Veselka Pevec se v Braziliji kolajne najverjetneje ne bi razveselila, če ne bi skoraj tik pred odhodom ugotovila, da je s puško nekaj narobe. Velika je moja puška bila v okvari, smo bili na strelišču na Dolenjki in 8 mesecev sem trenirala s pokvarjeno puško, ker smo mislili, da je problem meni zaradi vida. In sem pol ustrajala in na koncu sem prosila trenerko, da mi še nekaj naredi, ker sem enkrat, šele ko sem začela trenirati, slišala, da diopter ima še ene senčne leče, ki so lahko svetloba dneva, pa oranžne, pa sive, pa rumene. In ona je to enkrat razlagala mojemu kolegu Damjanu Pavlinu in sem 2 dni pred Rio prosila nju, če meni gre še to, mogoče mi svetloba smeta zaradi dioptrije.
in sta šla oba z Raimondom dol, ker Raimond je tudi takrat bil na treningu z nami in ste mi prinesla cel diopter nov iz njegove delavnice ali trgovine in ste mi zamenjala in sem naredila trening in trening je bil vrhunski. In me poklicala tako in je rekla, poglej, v diopteru sem imela nekaj zlomljeno in tisti krogec, ki bi jaz mogla ustreliti z metkom, je bil oblike jajca. Je bil en košček zlomljen. In jaz sem 8 mesecev trenirala s pokvarjeno puško. In vrni pred Rio se je to ugotovilo in pol se je tam samo stopnjevalo. Seveda, jaz sem bila natrenirana, pretrenirana. Meni je že puška sama legla, kam treba, nisem se rabila nameščati. Mogoče je bilo to z božje strani, da bi se mogla toliko matrati. Kot številni športniki v teh negotovih razmerah, tudi Veselka Pevec ne ve, ali bo nadaljevala kariero, za konec pa še o sedanjosti in tudi s pomembnim sporočilom. Pa malo so imele težave na zdravstvenem področju, spremenilo se je veliko za mene. Jaz sem prej živela, v bistvu životarila s tistim, ker sem dobila mesečno invalidske pokojnine. Zdaj res hvala vsem tistim, ki so dali možnost, da smo mi dobili pokojnine za te naše kolajne, ki so res prigarane. In zdaj lahko rečem, da enkrat živim normalno življenje, ki bi ga res mogel vsak živeti tako. Tako smo prišli do konca naše tokratne oddaje, ki je bila malce karantensko obarvana. Ampak za prihodnjo oddajo vam pripravljamo nekaj zanimivih novosti. Novosti, pri katerih boste lahko sodelovali tudi vi, naši cenjeni gledalci. Torej, nasvidenje, do prihodnjič. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.